Pa sebi si zapisala, da si podjetnica, žena, ekonomistka, pisateljica. Kaj te najbolj določa? Kdo si v vsakdanjem življenju, poleg vsega tega naštetega? Ja, predvsem sem ženska. Vedno bolj se mi zdi, vedno bolj se poglabljam v to svojo ženstvenost in v to svojo žensko pot in življenje. Najbolj od vsega se zdaj čutim kot pisateljica in ful sem vesela, da sem to pot dejansko izbrala, čeprav sem dolgo dvomila v to, zdaj ko sem jo izbrala, pa nekako se vedno bolj samozavestno počutim. Od kdaj pišeš oziroma kdaj si odkrila to svojo pisateljsko žilico? Že zelo zgodaj, pravzaprav se je to začelo pojavljati že takoj, ko sem se naučila pisati. Tam nekje v 3. razredu sem že napisala svojo prvo knjigo, da tako rečem. Kmalu po tistem, ko sem prebrala knjigo Črni lepotec. Ta knjiga je zelo veliki vtis naredila na mene in takrat sem v bistvu v zvezek zapisala kar svojo varianto Črnega lepotca. No, potem pa se je seveda poznalo pri spisih, pri slovenščini zmeraj znova. Tu se je najbolj poznalo to že, da mi pisanje gre, da je to nekaj, kar v bistvu delam bolj kot ne s talentom, ne toliko z nekim trudom ali pa z nekim razmišljanjem. Potem sem v bistvu malo pisanje opustila v teh najstniških letih, pa v srednji šoli, pa to. Ampak kmalu spet proti koncu, pa potem na faksu, recimo na študiju, sem se pa spet začela vračati sama k sebi in sem začela v bistvu pisati zapiske na blogu. Takrat sem spet začela se oprijemati, da tako rečem, te ideje, da pa mogoče pa jaz bi res napisala to knjigo, ki si jo obljubljam že tako dolgo. Kje pa najdeš navdih za pisanje? Kje dobivaš ideje? Navdih se pri meni zgodi non-stop, sploh, ker živim na Dunaju in tam se dosti gibljem recimo v teh množicah, po mestnih ulicah, po javnih prevozih in dosti opazujem ljudi okoli sebe, pa ponavadi, tako kot pri vsakem pisatelju, tik pred spanjem. Takrat se začnejo rojevati najboljše ideje in če bi takrat imela ali pa imel človek energijo, ko si že zobe umil, pidžamo, obleko in vse, se pripravil, da greš spat, da bi se takrat vstal in začel pisati, bi še več del nastalo odličnih pisateljskih. Katere teme pa so ti najbolj blizu oziroma kako bi opisala svoj pisateljski slog? Najbolj blizu mi je pravzaprav pozitivna rožnata resnica okoli mene, se pravi še vedno realnost, resnica, ki se dogaja okoli mene, pa vendarle so mi že učitelji večkrat, da gledam na svet skozi rožnata očala. Ampak meni se zdi, da že od otroštva nekako vidim svet drugače, svet lepši kot pa je, oziroma tam, kjer ni, se skušam nekako najti lepe stvari. Se pravi, to je moj stil, iskanje lepega okoli sebe in v sebi. Kaj pa tisti mladi oziroma študentje, ki tudi radi ustvarjajo, radi pišejo, kaj bi jim ti, kot že uveljavljena pisateljica, svetovala? Predvsem se moraš odločiti. Tako podobno je kot pri diplomski nalogi, ko vsi vemo, da tukaj pri diplomski nalogi obstaja nekakšna nevidna prepreka, ovira, bremza. Se pravi, ko se res odločiš, zdaj pa bom napisal knjigo, se tudi ta blokada pojavi. Ampak ti moraš to blokado v bistvu preiti in dejansko si določiti tudi neke okvire. Ne vem, jaz sem si zadala eno poglavje na mesec, da napišem. Celo leto sem si dala na voljo, se pravi, ne rečeš si, v teh mesecih moram knjigo napisati, ker to je vseeno ustvarjalno delo. In da bi bila pri tem še bolj disciplinirana in resna, sem jaz pravzaprav tudi ta poglavja potem v obliki bloga javno objavljala, tako da sem se malo v bistvu zavezala tudi javnosti, da res vsaki mesec izide eno poglavje. In na tak način mi je knjigo uspelo napisati. Je pa res, da sem jaz kakšnih 5 do 7 let sigurno to knjigo sama sebi obljubljala in je pač ni bilo, ker tudi za knjigo si mora človek vzeti čas. Tako da vsi tisti, ki res z srcem pišejo in čutijo, da bi lahko zapisali pač knjigo, morajo vedeti, da za knjigo rabiš čas enako, kot mogoče rabiš za diplomsko, magistrsko nalogo. Se pravi, da to ni kar tak mimogrede, ker pisanje je na koncev 100% vložek in 100% delo, če hočeš pač končni izdelek imeti. Pa še za zaključek, knjiga Pot do nje, kaj lahko vse se mladi, torej študentje, študentke, naučimo iz nje, kaj lahko preberemo, kaj je tisto, kar lahko največ potegnemo iz same knjige? Jaz pravim, da so mladi še najboljša ciljna skupina za to knjigo. Namreč dovolj smo še prilagodljivi, recimo, se pravi, smo pripravljeni sprejemati neke spremembe še, ker knjiga Pot do nje v osnovi
govori o tem, kako se moramo vrniti pač k svoji osnovni naravi, ki se pravi, kako naj bo ženska spet ženska in moški moški. In predvsem je pot do nje pravzaprav knjiga, ki moškemu kaže pot do ženske ženstvenosti, ker takrat, ko ženska najde žensko v sebi, pomeni, da verjame v svojo ženstvenost. In to je v bistvu nekaj, kar moški iščejo pri ženski, ne? Se pravi, to razumevanje, sočutje, nežnost. In svojo knjigo sem napisala z velikim srcem in spoštovanjem do moških in z veliko željo, da bi to sporočilo pač prišlo na nek način preko moških tudi do žensk, da se spet vrnejo pač k svoji nežnosti in sočutju in ženstvenosti. Maja, najlepša hvala za tvoj čas in vse lepo ter uspešno še naprej. Hvala.